Živjo, ponovno je čas za nebeško skop in tokrat mesec, katerega ponavadi vsaj večina ljudi obožuje. Zakaj? Zaradi tega, ker maj je definitivno mesec razcveta. Narava je v polnem zamahu, sonce sije in seveda se bomo tudi mi posvetili temu. Manifestacija je meseca maja blazno ključna, kaj ti postavlja energije celega poletja. Zato ni presenečeno, da tudi naš duhovni atelje Potovanje duše takrat največ nekih meditacij razpiše, mogoče kaj več o tem kasneje, ampak predvsem bi se rada tokrat jaz tudi na meditacijo osredotočila in zate imam pripravljene karte. Tokrat bomo pogledali, na kaj meditirati, kaj manifestirati, kaj si vizualizirati konkretno zate po tvojem astrološkem znamenju. In jaz bi ti res predlagala, da meseca maja to zelo, zelo storiš. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo takoj na začetku maja imamo Vesak, po celemu svetu, Vesak to pomeni budisti, odpiranje portalov, definitivno velika transformacija, potem se ogromno še drugih stvari dogaja, vem, da se boste recimo poravnala Jupiter pa Luna, kar je zelo zmagovalna kombinacija, ampak zakaj meditacija? Meditacija, če recimo si ti nekaj želiš, tako ti bom povedala čisto po domače, če si ti nekaj želiš, pa ne meditiraš, pa delaš samo s svojimi mislimi, kar je to vse super. Ampak če recimo ti na to temo potem načrtno delaš, to pomeni, da meditiraš, da to manifestiraš, to pomeni, da nekje sploh ne vem, če to veš, ampak nekje do 100-krat povečaš moč take manifestacije in seveda tudi možnosti, da si te želje potem uresničijo. Tako da jaz mislim, da meseca maja je pa še najbolj ključno ravno zaradi tega naravnega procesa, da seveda to tudi delaš. Pa vendarle je zelo pametno, da veš, kaj je tisto, na čem dela, da ni samo, manifestiranje, kaj ti težko je manifestirati, če imaš ti mogoče pa spodaj kakšne blokade in je najprej to treba odstraniti, da potem tvoja želja lahko zaživi in ravno zato imamo danes tukaj karte in ravno zato imamo tukaj danes angele, vse živo sem poklicala dol, res, zato da ti pomagajo in da ti tokrat povejo. Torej, vizualizacije, meditacije, osredotočanje, načrtno delo na čem, zato da ti bo seveda lahko pomlad prinesla podvojeno, potrojeno, kakorkoli že moč tvojim željam in vse tisto, kar ti seveda želiš doseči. Okay? Pa bomo tokrat naredili tako, Dajmo začeti z ovni, konec aprila, pa tako naprej, pa grejo še recimo v maj. Ja, dajmo začeti z ovni. Ovni, vi boste prvi, torej na kaj... Ok, bom kar to prvo karto vzela, ker je tako res prav skočila ven. Torej, ovni. Ovni, dobili ste karto tretjega očesa. To je karta intuicije, to je karta jasnovidnosti. To pomeni, da se v tem mesecu zelo, zelo bo odpirala intuicija in definitivno dajte. A veste, zakaj sem se tako sama pri sebi nasmejala? Zaradi tega, ker imamo, upam, da sem prav povedala, mislim, da je 11.5. imamo ekspres meditacijo. Ekspres meditacijo so take meditacije, ki trajajo samo pol ure, kratki dogodki, ampak imamo prav, imenuje se magično oko intuicije. No in zdaj pride tale karta ven. Vi dajte delati na tem, da pojačate svojo intuicijo, ker če boste pojačali svojo intuicijo, pa meditirali na temo odpiranja tretjega očesa, se pravi, 11.5. imaš permanentno meditacijo, potem boste definitivno znali za sebe prave rešitve iskati, potem boste vedeli, katero priložnost zagrabiti, katera mogoče ni preveč dobra zate, bi bilo dobro kaj drugega in tako dalje. A veš, kaj mislim, ne? Tako da definitivno velik zaupanja do sebe se bo tudi rodil, če boš definitivno delala na take vrste meditacije. Tako zelo mi je všeč. Super smo začeli. Po ovnih pa bojo tukaj še biki. Ste biki, na kakšno temo boste vizualizirali, meditirali, se osredotočali vi. Neskončnost, moram pokazati. Številka 8 je na karti, neskončnost, infinity je karta, okay? Wow, zanimiva karta. Biki, ta karta simbolizira prav povezava s kozmosom, zaradi tega, ker je kozmos neskončen. To je pa povezava s tistimi eteričnimi biti in veliko meditacij z njimi, katera ti čutiš. Eni ste bolj čarodejske narave, torej vi ste potem bolj za kakšne meditacije s čarodeji, Merlin
in company, jaz temu rečem. Eni ste bolj angelski tipi, to pomeni, imate večjo povezavo z angeli, eni imate bolj stike z vilami in tako dalje. Kakorkoli že, velik pogovor z eteričnim bitjem, tisti, ki obstajajo v neskončnosti, zaradi tega, ker so vam pripravljeni pomagati in so vam pripravljeni neke možnosti povečati, zaradi tega, ker oni seveda prihajajo iz neskončnosti, kar pomeni, da vam to energijo tudi lahko posojajo. No, če imate pa pri kom resnično na voljo vse vrste meditacij, tudi v mesecu maju, od angelskih do čardejskih, je pa to pri meni. Poglej si na potovanjeduše.si. To ste bili biki in po biki boste prišli dvojčki. Ja? Dvojčki, kakšne dobre karte. To bo res, mesec maj bo nekaj posebenega. Glejte, kakšne karte so se do zdaj že odprle. Abundance, obilje, bogatstvo, klasične, dragi dvojčki, klasične meditacije prav tako za obilje, za želje, da ste magnet, da nekaj prihaja k vam, da se vam uresniči, da si vizualizirate svoje želje. Tudi če tega nimate, mogoče sem jaz dobila samo en podnapis od vseh teh eteričnih bitij. Ne se potem omejevati, ker znate zelo velike vizije videvati v teh meditacijah. Ne se omejevati samo s tem, kako se bo pa to zgodilo. A veš, kako pa do tega prišlo. Ne se samo to omejevati. Sploh ne rabite res niti kančka vprašanj noter, vi samo držite namero. Zato, ker toliko čudežni načini se vam bojo odpirali, da jih vi ne bi mogli nikjer v svojem umu skalkulirati, a veš. To se bo na tak način zgodilo, ker to bo res zelo velika presenečenja. Ti pust vesolju, bo že vesolje poskrbeli za ta del, ok? Bo že oni poskrbeli, ti samo res veliko drž te namere. Wow, super dvojčki, a ne? Tako da vesela sem za vas. In naslednji za dvojčki boste raki. Kaj boste pa vi meditirali? Ok, rakci, a ne? Drugače karta so oblaki, karta številka 8 pa gor vidimo golobice. To golobice vedno simbolizirajo mir, ok? Ne vem, dragi raki, a so vas v tem obdobju mogoče ljudje malo nervirali, pa ste bili kaj živčni, pa vi ste že itak ene take nežne duše, ampak vi rabite meditirati na temo miru. Za vas bojo prave meditacije, potem definitivno bi vam svetovala si pogledate meditacijo, ki bo 6.5. ob Vesaku, definitivno. Za vas so potem prava bitja, kot so Buda in tako dalje. Potem meditacije za umirjanje misli, umirjanje čustev. Ne da rabite vi spet nekaj delati, tokrat bi za vas rekla ne, ampak da pustite, da se vas boža. Da se vas boža, da se regenerirate in da vam ni treba nič delati. Da samo ste v centru in da se obnovite od cele zime. Majčkeno lahko si vi prvoščite tudi počitka, seveda, in s tem tudi meditacijskega počitka. To pomeni, da so meditacije, ki so nežne in ki vam samo nekaj dajo. So meditacije, ki znajo biti zelo delovne, absolutno se strinjam, znajo biti zelo delovne, ampak za vas konkretno je pa trenutno čas, da zadihate v miru. Tako da, super ste to dobili. Ok, in potem imamo naprej leve, da vidimo, kaj bojo pa levi meditirali. Ne? Čuden. Potovanje. Vidiš pa, wow, noro. To bo Mihael tako vesel, ko bo zdajle videl tale nebeško skop. Torej, potovanje. Kaj pomeni ta karta? Meditirati na temo sveta. Ne samo, kaj lahko naredite v svoji državi, ampak kaj lahko na celem svetu naredite, kaj lahko odpotujete, s kom se lahko povezujete, v katero državo lahko greste, katera država se lahko na vas odzove. Levi, tole bo od maja naprej definitivno vaše poletje in definitivno bi jaz tako veliko širino vizij delala, ki objemajo cel svet. Čist cel svet, da objemajo. A veš, kaj mislim? To bo za vas, vi ste pripravljeni, da objamete svet, tako da absolutno širina, v meditacijah razširiti vse, kar ste zdaj imeli, pač kaj je možno, pa do katere možne mere lahko greš, pejte zdaj čez. A ne? Pejte na cel svet. Vas globalno tole podpira in jaz bi konkretno, veste, kaj prav prva zdelala meditacija? Prav tako, da si predstavljaš planet, v meditaciji si predstavljaš to našo lepo Lady Gajo in gor svoje želje.
bombastično. Okay. Naslednje boste device. Kaj pa boste device meditirale? Številke. Evo pokazam številke. Vi device boste imeli ogromno neke podpore pri denarju, da manifestirate na temo denarja, da manifestirate in meditirate na temo organizacije, kaj je treba urediti, dokdaj je treba urediti in datumsko vezani cilji. To pomeni, ne vem, a imate kakšne večje stvari, ki se vam letos dogaja, ampak vse, kar je večjih želja, recimo, ne vem, se ti nekaj dogaja točno takrat pa takrat, razumeš, točno takrat se bo nekaj dogajalo, ali se seliš, ali se poročiš, ali karkoli se ti dogaja, da vzameš prav ta datum, ki je v prihodnosti, v meditaciji pripelješ si dobesedno pred oči ta datum in potem v te številke noter kodiraš tisto, kar ti hočeš, da je izid tega. Zraven dajte še, če je še kakršenkoli denar vpleten, pa tako naprej, dajte še to, kakšna so finančna pričakovanja, imate pa tudi definitivno, ker karte pa številka 26, 6 plus 2 je 8, tudi zelo bi vas podpirale meditacije prav za denar. Prav za denar, da prihaja k vam denar in tako dalje, ampak konkretno, karkoli boste meditirali, dajte noter datume, dajte vklopiti številke, zaradi tega, ker se vam bo zelo lahko osredotočil na to in boste točno tak, kako bi rekla, skalkuliran manifestacijski izid imeli. Idealno, device. Okay? In potem ste tukaj naprej za devicami tehtnice. Ja. Tehtnice. Čustva, lejte to, hearts, čustva, srce, zanimivo tehtnice, odnosi, vi imate pa, v maju za nares, kar veliko na odnosih, predvsem bi pa tukaj rekla, ko vidim tole karto odnos do sebe. To pomeni, da dajte meseca maja mogoče druge ljudi mečkan, ni treba veliko na stran in dajte meditirati na temo, kaj si vi želite, kaj vi čustveno potrebujete, ne samo kaj morate vi komu kaj zrihtati, kaj mora vam nekdo pripeljati, kaj vsi rabijo od vas, veš, vaše ime, pa skozi nekaj hočejo, kaj ti potrebuješ, zato da sebi dokažeš ljubezen do sebe. Definitivno odnos do sebe in ukvarjati se s sabo, kaj moja duša želi, kdo sem jaz, kaj sem jaz. Veš, moja čustva, moje življenje, moje čustvene potrebe in tako dalje, zelo pomembno za tebe. Mogoče lahko tudi pogledaš, kak tečaj je, 13. maja začenjam z dušno transcendenco, jaz bi vam tehtnice to zelo toplo priporočala. Tehtnice, za tehtnicami prihajajo škorpijoni. Kaj bojo pa škorpijoni meditirali? Odpiranje vrat. Škorpijoni, pa ne vem, če niste že vi zadnjič imeli nekaj na to temo, odpirajo se vam nova vrata. Vi meditirate na vse, kar hočete nekaj novega. Če vi zdaj hočete karkoli zamenjati, pa na novo narediti, bi bil zdaj čas, da to naredite in da tudi meditirate na to temo. Primer, čisto, hočeš zamenjati službo, odloči se kakšno službo, kam delati, koliko plače, kje se to nahaja in meditirati na to temo. Konkretno zakodiri si že vse vnaprej. Res si zakodiri, če so biki imeli, da morajo pustiti, da kar samo pride k njim, vi kar povejte, odločite se. Če hočete neki, svoj posel začeti razvijati, pa niste vedeli kako, začnite meditirati na to temo. Pokazano vam bo, kako to narediti, daj to narediti in tako dalje, ampak ful bi bilo dobro, če bi vi v tem obdobju ne samo rutina, veš, ti zjutraj vstaneš, to delaš, te nove stvari so vam blazno naklonjene. In meditirati na nove ideje odpirajo se vam zelo velika nova vrata. To bi bilo za vas idealno. Všeč mi je, ok? In potem po škorpijonih imamo strelce. Na kaj boste pa strelci meditirali? Strelci, ogledalo, energijska zaščita, strelci, energijska zaščita, rezanje vezi, energijsko čiščenje doma, karkoli izmed tega. Mogoče ste strelci ene par ljudi malo zmotili v tem obdobju, mogoče ste jim tudi malo ogledal nastavili in mogoče so vam kakšni ljudje s kakšnimi mislimi
mogoče ne glih preveč pozitivnimi obešajo na vas, ampak energijska zaščita. Nadangel Mihael, vizualizirati si piramide okrog sebe, ko greste v kakšna taka težja okolja, obvezno narediti neko krajšo vizualizacijo energijske zaščite, zato da vam neke stvari, ki se vam zdaj blokirajo, zaradi tega, ker so vam drugi vstopali v energijsko in miselno polje, da se vam to umakne. Rezanje vezi, mislim, da bi bilo tudi tukaj nujno. Nadangel Mihael je za to karto prva sključni, pa vam bojo pol vse tudi ostale energije definitivno stekali. Ste pa definitivno ene par ljudi zmotili. Se dobro, naj malo transformirajo. A ne? Po strelcih prihajate pa kozorogi, na kaj boste pa vi meditirali? Angel, prav angel je, kako dober. Karkoli je povezanega z angeli, ali so to pogovori z angeli, ali so to angelske terapije, ali bi radi angelom naredili kakršnokoli priprošnjo, da vam kaj prinesejo, ampak angeli so pripravljeni, da jim stvari poveste in rečete, zato, ker zaradi vašega zakona svobodne volje ne smejo, ne morejo, razumeš, neke stvari namesto vas delati. Zato je zelo pomembno, da njih proste. Da vam to pripravljeni so neko novo angelsko gardo imate in so definitivno pripravljeni, da vam pomagajo. Ampak ne samo meditacija, tudi tako sem dobila informacija, dnevna meditacija, veš, ko greš, ne vem, nekaj po cesti, pa greš v naravi, pa da pomisliš na angele, to je kar med hojo malo meditacija, pa tako naprej, da jih prosiš za znake. To bi vam bilo idealno. Za manifestacijsko moč so vam pripravljeni ogromno pomoči, pa ne vam pa niso mogli, ker ste premarkar prosili. Daj. Trudili so se, veš. Ful dobro, res. In potem ste naslednji, torej kozorogi, vodnari. Smo vodnari, na kaj bomo pa mi meditirali vodnari? Daj, da vidimo, jaz sem tudi vodnarka, a ne? Noro. Loved ones in spirit. Veš, kaj pa to pomeni? To, če ti povedam loved ones in spirit, pomeni ljubljeni, ki so v nebesih, to pomeni tisti, ki niso z nami. Meditacija z vsemi tistimi, ki smo jih imeli radi, pa so zdaj v nebesih, razumeš? To pomeni, da nam hočejo pomagati, da nam hočejo dati znake, lobirali bojo za nas. To pomeni ljubljeni iz nebes, to pomeni znake, pomoč, karkoli. Nam veliko, verjetno, tudi zdaj, če ti to zdaj gledaš, ne, vsi tisti, ki smo imeli ljudi ali pa živali ali pa kogarkoli že in so zdaj v višji obliki zavedanja, moraš jaz še vedno tam, da nas imajo še vedno radi in da nam ravno tako lahko pomagajo in da so to tudi angeli, razumeš? To so definitivno tudi oblika angelov, ampak meditiranje z njimi prinaša mir in pripravljeni so nam dati neko podporo. Tako da definitivno meditacije s tistimi, ki so nekoč svetili na zemlji, zdaj pa svetijo na nebu, tako da moji so se ful zafrkne. Veš, koliko jim bom zdaj morila. Ponudili ste se? Ok. In naslednji, še ene imamo, ribice. Ribice ste nam še ostale, pa bom preštela karte, da kdaj se mi je že zgodilo, veš, da sem kdaj kak znak spustila, ne? Ampak, kakor je, čas. Ribice, čas. Ribice, boste vi zdaj navdušeni nad tem. Dobili ste karto časa. To pomeni, da vi dajte meditirati na stvari, ki se vam zdeli, da se počas premikajo. Lahko meditirate prav tako, da imate kakšno uro, da imate neko uro in stvari, ki se zdi, da se fizično ne morajo zgoditi, zaradi tega, ker pač so zamude ali pa se zdi, da fizično ni mogoče, je mogoče. Dajte delati meditacijo za pospešitev manifestiranja. Dajte to res delati, no? Ker eni ljudje bojo pol okrog vas in bojo kar rekli, kako se ti pa to zgodilo, če je skoraj nemogoče oziroma je čudežno. Poglejte, kaj vam v času ni prav. Poglejte, kaj se vam zdi, da se prepomika, prepočasni ste pol živčni. Dajte z meditacijami to pospešiti.
angelom, vesolju je to najmanjši problem delati, veš, zato, ker prostor in čas, to je naša percepcija. To je samo naša percepcija, ne? Ko vi to lahko definitivno pospešite. Gremo zdaj pogledati, da imamo vse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bravo, Kristi. Torej, imamo domače naloge, to pomeni za vso manifestiranje. Jaz sem ti pa pripravila meseca maja, sem res si vzela več časa za meditacije, ravno zaradi tega, da manifestacijsko moč pospešimo. In prihaja res to, kar smo naredili novih stvari v mesecu maju, meditacije, ki so čist na novo, ekspres meditacije se vračajo za intuicijo, potem veš, kako bomo imeli 77 čarodejev bomo inicirali na planet, nismo še delali z Budo, bomo delali 6 mantr, nismo delali še na tak način. Poglej si vse te meditacije, čudovite so. Prihajajo pa tudi 4 nove izjemne stvari, kar se tiče tečajev. Prihaja dušna transcendenca, to, kar bom jaz delala prvič tečaj za raziskovanje tvoje duše. Mihael bo imel metatronove kristale, mislim sicer, da sta samo še 2 prosti mesti, bo delal metatronove kristale za res take ful posebne iniciacije, pa modro alkimijo bo imel Mihael čist prenovljen tečaj, pa nekaj se dela s kristali, poglej se, pa prihajamo v dvorano Smelt, definitivno z ključi življenjskega cesarstva, na velike odre se vračamo zato, da se spet ponovno začutimo in da manifestacijsko moč vrnemo na ta planet. Jaz ti želim lepo meditiranje, jaz ti želim lepo manifestiranje, karte so bile več kot čudovite, naj bo mesec maj tvoj mesec razcveta in da naslednjič, ko te vidim in ko se začutiva, lepo se ime in čao.